Pozdravljeni! Danes se potapljamo v svet okoli nas, dobesedno. Raziskujemo, kako sodobno oblikovanje pa arhitektura spreminjata prostore, kjer preživljamo večino časa, doma in pa v službi. Pred nama je kar kup gradiva, zbranega pod naslovom Moderno oblikovanje in arhitektura za življenje in delo. In kaj je naša naloga danes? Izluščiti ključne premike. Ja. Od tega, kako danes izgledajo pisarne, do, recimo, drznih vizij trajnostne prihodnosti. Pa kaj bi lahko bilo idealno mesto ali dom? Zanimivo področje. Zelo. Dotaknili se bomo odprtih pisarn, pa simbolike garažnih začetkov, načel sodobne arhitekture, pa tudi tega solarpunka. Sliši se zanimivo. Absolutno. Vprašanje pa je, in to bo nekako rdeča nit, kako tehnologija in nova družbena pričakovanja v bistvu korenito spreminjajo naš odnos do prostora. To je ključno vprašanje, ja? Pa začniva kar tam, kjer mnogi preživimo res velik del dneva v pisarni. Gradivo opisuje res velik premik. Stran od tistih starih, mogoče malo sivih kabin, pa stroge hierarhije, zdi se, da cilj ni več samo stlačiti čim več ljudi na kvadratni meter, ampak ustvariti nekaj več. Absolutno. V bistvu sta ključni besedi postali odprtost in pa prilagodljivost. Ne gre več toliko za fiksna delovna mesta, ampak za nekakšen ekosistem različnih okolij. Ekosistem? Kako to mislite? Da si zaposleni nekako izbirajo prostor glede na trenutno nalogo, morda potrebujejo tiho sobo za, recimo, osredotočeno delo, ali pa veliko skupno mizo za nek brainstorming, ali pa bolj sproščen kotiček za neformalni sestanek. Aha. V gradivu je omenjen Microsoftov sedež v Münchenu kot dober primer, kjer zaposleni to prožnost in raznolikost okolij zelo cenijo, ker podpira vse od videokonferenc do čisto tihega individualnega dela. Sliši se dobro, res, ampak čakajte, gradivo omenja tudi en precej presenetljiv podatek iz neke danske študije. Zaposleni v odprtih pisarnah naj bi imeli celo do 62% več bolniških dni. Ja, to je. To je ogromno. Kako to dvoje sploh gre skupaj, ta ideal sodelovanja in ta očitna slabost? To je točno tista napetost, na katero opozarja gradivo. Odprtost res prinaša sodelovanje, ampak hkrati tudi hrup in pa nenehne motnje. In to seveda lahko vodi v stres, mogoče celo izgorelost. Zato je iskanje ravnovesja tukaj ključno. In tukaj pridete v ospredje ergonomija pa skrb za dobro počutje. Torej ne gre več samo za udobje? Ne gre več samo za udobje. Gre v bistvu za aktivno upravljanje z energijo in osredotočenostjo zaposlenih. Torej, ergonomski stoli pa nastavljive mize, to ni več le nek dodatek, ampak je postalo nuja. Tako je. Govorimo o stolih z dobro ledveno oporo, pa nastavljivo višino, mizah, ki omogočajo tudi stoječe delo, kar je zelo pomembno, ampak gre še dlje. Kam še? Gradivo poudarja pomen premišljene osvetlitve, še posebej naravne svetlobe. Ta dokazano izboljšuje razpoloženje. In pa biofilija, to je vključevanje naravnih elementov. Rastline in podobno. Ja, rastline, zelene stene, niso samo okras. Izboljšujejo zrak, zmanjšujejo stres. Podjetje Kaiserkraft, ki ga omenja Ver, recimo poudarja uporabo naravnih materialov. Les, kamen? Točno, les, kamen, da ustvarijo skoraj domače, sproščeno vzdušje. Vse to so orodja za boljše počutje in s tem seveda tudi za večjo produktivnost. In predvidevam, da tehnologija igra pri tem kar veliko vlogo. Ne samo za delo samo, ampak tudi za podporo temu novemu načinu dela. Ja, seveda. Tehnologija mora biti nekako neopazna in podporna. Brezžične polnilne postaje, univerzalne priklopne postaje, pa zanesljiv Wi-Fi povsod, to postaja standard. Skoraj samoumevno, ja. Gradivo omenja celo zanimivosti, kot je recimo stol Bitnik Sound Station Chair. Ima vgrajene zvočnike, podpira AirPlay. Aha, kot nek oseben zvočni mehurček. Nekako tako je. Primer, kako se združujeta udobje in tehnologija za ustvarjanje osebnih mikrookolij. Pomembni so pa tudi detajli. Sistemi za upravljanje kablov, da ni povsod nereda, pa pohištvo, ki je lahko premično, ki podpira dinamično uporabo prostora.
Zanimivo. Medtem ko gradivo opisuje te recimo kompleksne, optimizirane pisariške ekosisteme, pa hkrati poudarja tudi trajno moč nečesa čisto nasprotnega, skromne garažne pisarne. Ja, te so postale skoraj mit, kaj ne? Apple, Google, Amazon. Te zgodbe o začetkih v garaži so res legendarne. Res je. Garaža je postala močan simbol. Simbol inovativnosti, podjetniškega duha, tiste surove vizije, ki ne potrebuje bleščečih prostorov za začetek. In fascinantno je, da kljub vsem trendom sodobnih pisarn, garaža kot koncept delovnega prostora ostaja relevantna. Še vedno. Za koga pa? Še posebej za startupe, pa samostojne ustvarjalce, umetnike. Ta ideja nekako živi naprej. Kako pa te garažne pisarne izgledajo v praksi danes? Verjetno ne gre več samo za staro mizo med, orodjem in kosilnico. Verjetno ne več tako pogosto. Običajno gre za minimalističen pristop, osredotočen na funkcionalnost in pa maksimalen izkoristek prostora. Gradiva omenja recimo prenove s suhomontažnimi stenami, vgradnimi lučmi, morda drsnimi vrati za bolj sodoben videz. Torej, kljub vsemu nek dizajn? Ja, ampak preprost. Ključna sta dobra osvetlitev, ker so garaže pogosto temne, in pa pametna razporeditev. Lesena miza, nekaj polic, morda kakšna rastlina. Včasih je ravno ta preprostost tisto, kar spodbuja osredotočenost. Vir celo omenja primer slovenskega arhitekta Smiljana Radića. Oblikoval naj bi majhne, a elegantne prostore, kjer premišljena uporaba polic in oken ustvarja občutek prostornosti. Točno. To kaže, da tudi v majhnem merilu dober dizajn naredi veliko razliko. Garaža torej ostaja nek prostor za eksperimentiranje brez velikih vložkov. Tako nekako, ja. Zdaj pa, če se premaknemo od dela k bivanju, tudi tukaj gradivo opisuje pomembne premike v sodobni arhitekturi in notranjem oblikovanju. Glavni poudarki so funkcionalnost, trajnostnost in pa močna povezanost z okoljem. Kako se pa to kaže v praksi? Katere so tiste značilnosti, ki jih vidimo vedno pogosteje v domovih? Predvsem odprti tlorisi, tisto združevanje funkcij bivanja, kuhinja, jedilnica, dnevna soba, postanejo nekako enoten, pretočen prostor. To spodbuja druženje, verjetno. Ja, točno, druženje. Potem so tu velike steklene površine. Te brišejo mejo med notranjostjo in zunanjostjo, vnašajo naravno svetlobo, poglede. To je res prijetno. Zelo. In velik poudarek je na naravnih materialih. Les, kamen, pa tudi reciklirani materiali so vse bolj pomembni. V gradivu je citirana Jasna Šafar iz studia Lumino, ki lepo pravi, da je sodobno oblikovanje zgodba. Zgodba. Ja, zgodba, ki združuje estetiko, funkcionalnost in pa čustva. Čeprav pogosto prevladuje minimalizem, ni hladen. Obogaten je s toplimi toni, teksturami. Minimalizem, ampak topov, ne? Točno tako. Primer takšnega pristopa so verjetno hiše, kot jih gradi podjetje Lumar, ki jih omenja gradivo. Zasnovane naj bi bile za izkoriščanje svetlobe in zgrajene z mislijo na energetsko učinkovitost. Ja, Lumar je dober primer. Njihov cilj so skoraj nič energijski domovi. Torej hiše, ki letno proizvedejo približno toliko energije, kolikor je porabijo. To je res pomemben premik k trajnosti. Trajnost je res postala osrednja tema. Ne gre več le za energetsko učinkovitost same stavbe, ampak tudi za izvor materialov. Gradivo poudarja pomen uporabe lokalnih materialov. Zakaj je to pomembno? Zmanjšuje transport, ogljični odtis. Vogue Adria, kot je navedeno v viru, izpostavlja hrvaške arhitekte, ki uporabljajo lokalni kamen, terraco. Tako ustvarjajo prostore, ki so hkrati moderni in pa zakoreninjeni v lokalno tradicijo. Povezani z okoljem, torej? Ja, in seveda pametne tehnologije. Za nadzor ogrevanja, hlajenja, prezračanja. To še dodatno prispeva k učinkovitosti in udobju. Če zdaj združivate ideje iz sveta dela in bivanja, kako bi po navedbah vira izgledal nek ultimativni kreativni prostor? Kaj ga naredi zares posebnega? No, gradivo izpostavlja nekaj ključnih principov, mogoče bolj kot pa samo seznam lastnosti. Prvi je zagotovo prilagodljivost, pa večnamenskost. Prostor mora nekako dihati z uporabnikom in njegovimi potrebami. Od tihega dela do sestankov. Točno, od čiste tišine in fokusa do živahnega sodelovanja. To se doseže z modularnim pohištvom, premičnimi stenami, različnimi conami. Drugi princip.
Ustvarjanje navdihujočega okolja. To vključuje premišljeno estetiko, barve, materiali, umetnost, ampak tudi močno povezalo z naravo. Bodisi skozi okna, z rastlinami ali celo zelenimi stenami. In tretji? Tretji pa je nevidna, a brezhibna podpora. To pomeni dobro tehnologijo, ki pač dela, brezhibno. In pa seveda vrhunsko ergonomijo, ki omogoča udobno delo ali ustvarjanje brez nepotrebne utrujenosti. Zanimiv primer izvira je pisarna studia Prostornina. Tam so uporabili zvočne absorberje v obliki oblakov. Ja, to je super primer. Rešitev, ki je hkrati funkcionalna, ker zmanjšuje hrup, pa še estetsko zanimiva, prispeva k tistemu navdihujočemu okolju. Točno tako. Gre za iskanje rešitev, ki nagovarjajo več potreb hkrati. Gradivo omenja tudi nekaj znanih primerov, ki te principe utelešajo na različne načine. Airbnb v San Francisco naj bi bil znan po domačnosti. Prostori spominjajo na stanovanja po svetu. Ja, to sem slišal. Potem so tu gamerski studii, kot Riot Games. Ti so očitno zelo tematski, z živahnimi barvami, umetniškimi instalacijami, prilagojeni ustvarjalni naravi njihovega dela. Seveda, specifično za njihove potrebe. In potem je tu še Google, ki je bil med pionierji nekonvencionalnih pisarn, igralnice, viseče mreže. Klasika. Ja. Njihov pristop, kot ga opisuje vir, poudarja svobodo, igrivost, prilagodljivost, kar naj bi bilo posebej privlačno za mlajše generacije, ki iščejo drugačno delovno okolje. Vsak primer kaže drugačen poudarek, domačnost, usmerjeno kreativnost, splošno svobodo. V tej točki pa gradivo uvede še en precej drugačen koncept, solarpunk. Sliši se futuristično. Kaj točno naj bi to bilo? Je futuristično, ampak na zelo specifičen način. Solarpunk ni samo arhitekturni slog, ampak kot poudarja vir, je to širše kulturno in estetsko gibanje. Gibanje? Ja. Ključno pri njem je, da združuje trajnost, tehnologijo in, to je pomembno, predvsem optimistično vizijo prihodnosti. Optimizem. To je zanimivo, ker pogosto vidimo bolj distopične vizije. Točno. Namesto distopije ponuja svetlo alternativo. Svet, kjer tehnologija in narava ne le sobivata, ampak aktivno sodelujeta. Navdih črpa iz narave, poudarja obnovljive vire, pomen skupnosti. Lahko bi rekli, da je optimizem postal načelo oblikovanja. Kako pa ta optimizem zgleda v praksi, v arhitekturi? Predstavljam si veliko sončnih panelov? Paneli so del zgodbe, seveda, ampak gre veliko dlje. Gradivo opisuje stavbe, ki so dobesedno prepletene z naravo. Bujne zelene strehe, vertikalni vrtovi, ki plezajo po fasadah. To ni samo lepo, verjetno. Ne, sploh ne. To izboljšuje izolacijo, kakovost zraka, zmanjšuje pregrevanje mest. Obnovljivi viri, kot sončne celice, morda manjše vetrne turbine, so integralni del zasnove, ne le nek dodatek. Prav tako sistemi za zbiranje in ponovno uporabo deževnice. In materiali? Tudi reciklirani materiali. Pomemben pa je tudi poudarek na skupnostnih prostorih, javni vrtovi, trgi, ulice, ki so prijazne pešcem in kolesarjem. Obstaja kakšen primer? Kot primer vizije, ki se delno dotika teh idej, vir omenja Masdar City v Abu Dhabiju. Čeprav je realnost takšnih projektov vedno kompleksna, seveda. Ta ideja solarpunka se zdi kot nek most do razmišljanja o, recimo, sodobni utopiji. Kako si gradivo predstavlja idealno mesto ali dom prihodnosti? Idealno mesto prihodnosti, kot ga oriše vir, temelji na iskanju harmonije med tehnologijo, naravo in pa tudi družbeno pravičnostjo. Predstavljate si mesto, ki je skoraj nič energijsko, v celoti napajano z obnovljivimi viri. Popolnoma trajnostno. Ja, trajnost bi bila vtkana v vse. Učinkovito krožno gospodarstvo z materiali, minimalno odpadkov, obilica zelenih površin, ki so del infrastrukture, ne samo parki za okras. In kako bi se ljudje premikali, živeli v takem mestu? Povezanost bi bila ključna, ampak predvsem fizična in socialna. Ulice bi bile oblikovane za ljudi, ne za avtomobile. Več prostora za pešce, kolesarje. Absolutno. Prednost pešcem in kolesarjem. Javni prevoz bi bil izjemno učinkovit, dostopen, čist. Pametne tehnologije bi delovale nekje v ozadju. Za optimizacijo prometa, energije, virov. Ampak ne bi bile vsiljive. In družabno življenje?
Mesto bi bilo polno živahnih javnih prostorov, ki spodbujajo srečevanja, skupnostne dejavnosti. Pomembna bi bila tudi prilagodljivost. Stavbe, ki se lahko